Najlepša hvala. Ne bom vas dolgo zadrževala, ampak vendarle se mi zdi, da nas je ta neverjetno preprosta ideja izzvala. In se vam, da ne bi pozabila, najprej zahvaljujem za vašo udeležbo, seveda vsem govorcem in za njihove prispevke, ne morem jih vse imenovati po imenu, ker vas je bilo kar precej, žal mi je, da so nekateri že morali oditi, moderatorjem, tolmačicam, ki so cel dan zdržale z nami. Ja, zaslužijo si aplavz. Seveda in vsem vam za vaše intervencije se zahvaljujem tako v imenu Evropskega liberalnega foruma kot Inštituta Novum in ustanove Projekt Poljska. Ampak če vendarle smem eno majhno refleksijo, ne bom se opredeljevala, ali sem za ali proti, ali sem goreča zagovornica tega koncepta ali nisem. Ampak nekaj mi je pa današnja razprava vendarle povedala. Da, univerzalni temeljni dohodek je pristni liberalni koncept. Seveda se mi liberalci večkrat prepiramo med seboj vse tisto od vulgarnega neoliberalizma, ali kot je rekla podpredsednica Evropske liberalne stranke, tukaj iz Nizozemske, tudi tam imajo bolj konzervativne ali pa ekonomsko usmerjene in bolj socialno usmerjene liberalne stranke. Se pravi, liberalizem je vendarle ena široka paleta. Morda niti ne vemo čisto točno, kje bi ga omejili. Ampak zame, kaj mi ta koncept pravzaprav pomeni univerzalnega temeljnega dohodka v okvirju liberalizma? Prvič, kako se nanaša na moč posameznika? Drugič, na pomemben koncept liberalizma, to je na koncept odprte družbe in seveda na vlogo oziroma na manj ali več intervencije države. Moč posameznika, mislim, da smo kar precej slišali o tem. Se pravi, do njegove svobode, do opolnomočenja njegove svobode. Morda bi se bolj nagnila k tej strani do svoboščin, pozitivne svobode, v Berlinovem smislu, se pravi, oziroma bolj morda svoboščine do, kot pa svoboščine od. Veliko se je govorilo tudi o enakosti ali enakosti v različnosti. Seveda še vedno ni vseeno, komu in kje se človek rodi. In ne pozabimo, tudi ni vseeno, kje pravzaprav umre. Ampak ne gre samo za pravico do enakosti v različnosti, ki je tudi slogan Evropske unije, temveč tudi pravico do dostojanstva, na katerem mislim, da temelji tudi Evropska državljanska iniciativa. In kolikor poznam mednarodne instrumente človekovih pravic, je prav listina temeljnih pravic Evropske unije prva, ki to pravico do dostojanstva, na kateri temeljijo vse ostale pravice, zapiše izrecno v svoj prvi člen. Noben drug instrument tega ne navaja v členu, ampak večinoma v preambuli. Seveda pa svoboda posameznika pomeni tudi odgovornost, kar je pa tudi liberalni, lastno liberalizmu. In ta odgovornost ni samo odgovornost do sebe, do lastnega interesa, do lastnega razvoja, ampak je tudi prvič pravica do združevanja, do asociacije in tudi odgovornost do solidarnosti, do sočloveka. Torej, če želimo graditi odprto družbo, kot družbo bodočnosti, potem bi se oslonila, ne vem, zdaj veliko vas je bilo, ampak mislim, da je bil profesor Standing, pa še drugi, Vančič, mislim, ko sta govorila o reafirmaciji političnega v ustvarjanju dobre družbe. Ali kot bi rekli, lahko tudi bodoče družbe. In strinjam se, da je tržna ekonomija v mnogočem uničuje politično. In če je UTD, če BIP prinaša tudi
večjo participacijo v javnem prostoru družbe, potem si upam reči, da ko je nekdo asociiral na staro Grčijo ali Rim, da je vendarle forum kot prostor razprave tisti, kjer se moramo pogovarjati. In veseli me, da nam je tokrat uspelo, da ne govorimo samo med seboj tisti, ki se z nečim strinjamo, da govorimo tudi preko različnih političnih orientacij, ne? Liberalci, socialdemokrati, bolj konzervativni liberalci, kot smo jih tudi slišali tu, in upam, da bomo s tem tudi nadaljevali. Torej, verjetno boste seboj domov ali v okolja, kjer delujete, odnesli, upam, neke nove ideje, izkušnje. Morda se boste šele takaj odločali, ali sem za UTD ali ne, ali če sem za, je to možno zdaj ali ne, za koga, kje. In karkoli to, mislim, da se sprašujemo, vedno vidimo, da je še vedno to izključujoč koncept. Edino, če bi bil res globalen. Ampak ali potem še potrebujemo državljanstvo v smislu državljanstva kot povezave med posameznikom in državo, ali smo potem nekako brez meja. Torej, naj nekje zaključim z utopično mislijo. In če že ne vemo čisto točno kaj, kako s tem obravnavati ta problem ali dilemo, spomnimo se Cicera, vedno je pot naprej. Hvala za